Vodilne Domžale so v domačem športnem parku gostile Gorico, ki v tej sezoni nikako ne najde forme. Na gostovanju pri Zavrču pred dnevi neodločeno brez golov 0-0. Prvi je sprožil Vancaš, nekoliko premalo natančno brani Simčič, potem pa še močan poskus Morela visoko čez gol. Tudi Gorica je bila nevarna v prvem polčasu, najprej je meril Innocenti, na pravem mestu izjemni Vidmar. Kot naslednji pa je z glavo poizkušal Henti, točno v naročje vratarja Domžal. V sodniškem podaljšku prvega polčasa še enkrat Innocenti, tudi Henti je poizkušal daleč, ampak Vidmar je bil na pravem mestu. V drugem delu še ena nevarna kombinacija Gorice, močno je sprožil Henti, visoko čez gol, potem pa prvi gol na tekmi, 55. minuta, žoga pred vrata, najvišji Anef in 1-0 za nogometaše Domžal. Lepo žogo v kazenski prostor je podal Aladin Šišić, najvišje je skočil Anef in popeljal domačo prednost 1-0. Kmalu še ena prekinitev in še en zadetek za nogometaše Domžal, žoga pred vrata, najspretnejši pa Horić, ki je žogo zgolj potisnil prazno mrežo in povišal prednost domžalskih nogometašev. Še ena prekinitev, še en predložek Skubica, najvišje je skočil Parker in meril izjemno natančno, 3-0 za Domžale v 80. minuti, tekma je bila s tem tudi odločena. Pri vseh golih se je izkazal Skubic, na pravem mestu pa Parker, ki je žogo poslal v nebranjen del mreže. Do konca dvoboja še priložnost za Goričane, poskušal je Sandi Arčon, na pravem mestu Vidmar, ki je žogo brez težav zadržal, še na 10. tekmi ostal nepremagan in Domžale so zmagale še 9. v letošnji sezoni, še vedno so na prvem mestu Gorica, pa je zdaj celo na predzadnjem mestu lestvice. Bilo je težko, v vsakem momentu je Gorica nevarna, ima po kadrovanju na koncu poletja kar nekaj dobrih nogometašev in se vidi v vsakem momentu, da so nevarni. Mi smo probali nadzirati tekmo skozi kvalitetno posest in biti potrpežljivi, kar ni enostavno proti Gorici, ker te sili v napake, ampak v večjem delu smo to dobro delali. Seveda zadetek je prišel v izredno dobrem momentu za nas in potem, ko vodimo 1-0, seveda se počutimo udobno in se kvalitetno brani in smo potem še z nekih situacij dodali dva zadetka, ampak pomembno ni dejansko kakšna je bila vsebina, ampak je, da smo zmagali, da nismo prejeli gola na domačem igrišču in da se trdno držimo te pozicije zgoraj na lestvici. Ja, kot ste rekli, prvi polčas smo še nekako držali rezultat, vendar potem ne vem niti sam, zakaj smo tako padli. Smo v težki situaciji, iz katere se bomo mogli hočeš nočeš pobrati, ker lestvica nam kaže zelo slabo. Vendar ne mečemo puško v koruzo in bomo delali še naprej trdo in močno in upam, da se bomo čim prej pobrali.